7. poglavje. Od zasvojenih odnosov k razsvetljenim odnosom. Ljubeče pomišljaj sovražna razmerja. Dokler ne dosežete zavestne navzočnosti, so vsi vaši odnosi, predvsem pa tisti najtesnejši, močno pomanjkljivi in popačeni, kar se prej ali slej pokaže tudi navzven. Nekaj časa se namreč morda zdijo popolni. Pomišljaj, na primer takrat, ko ste v narekovajih zaljubljeni. Toda takšno navidezno popolnost kmalu zanesljivo skazijo prepiri, nasprotja, nezadovoljstvo ter čustveno ali celo telesno nasilje, ki postajajo iz dneva v dan pogostejši. Videti je, da se večina v narekovajih ljubezenskih razmerij kar hitro spremeni v tako imenovana ljubeča pomišljaj sovražna razmerja. Takšna v narekovajih ljubezen se namreč lahko hipoma sprevrže v nasilnost, sovražnost ali popolno odsotnost naklonjenosti. In to velja za nekaj povsem običajnega. Če v svojem odnosu doživljate oboje, tako ljubezen, kot tudi njeno nasprotje, v oklepaju napadalnost, čustveno nasilje in tako naprej, tedaj navezanost ega in zasvojeno oklepanje partnerja zamenjujete z ljubeznijo. Nemogoče je, da bi partnerja ljubili, že naslednji hip pa bi ga zasuli z očitki in zmerljivkami. Resnična ljubezen nima nasprotja. Če ima vaša v narekovajih ljubezen nasprotje, pomeni, da ni ljubezen, temveč močna egova potreba po popolnejšem občutju jaza, potreba, ki jo ta oseba zadovolji le začasno. To je egov nadomestek za odrešitev in za kratek čas imamo res občutek, kot da smo odrešeni. Toda vedno nastopi tudi trenutek, ko partnerjevo vedenje ne izpolnjuje več vaših potreb ali pravilneje ne izpolnjuje več potreb vašega ega. Tedaj pridejo na površje občutki strahu, bolečine in pomanjkanja, ki so neločljiv del egovske zavesti in so bili dotlej skriti pod tako imenovano v narekovajih ljubezensko zvezo. Tako kot pri vsaki drugi odvisnosti ste tudi v tem primeru v narekovajih 9 nebesih. Seveda, dokler imate na voljo drogo, vendar prej ali slej napoči trenutek, ko ta droga nima na vas več učinka. In ko boleča občutja potem znova priplavajo na površje, jih občutite še močneje kot prej in kaj je še hujše. Pomišljaj, zdaj v partnerju vidite vzrok za vsa ta občutja. Obrnete jih torej navzven in svojega bližnjega napadete z divjo silovitostjo, ki je del vaše bolečine. Vaš napad lahko prebudi tudi partnerjevo bolečino, tako da ta morda udari nazaj. Takrat ego še vedno nezavedno upa, da bo njegov napad ali poskus manipulacije dovolj velika kazen za partnerja in bo ta spremenil svoje vedenje. Potem bo ego lahko znova poskusil uporabiti manipulacijo kot kritje za svojo bolečino. Prav vsaka oblika zasvojenosti izvira iz nezavednega upiranja temu, da bi se soočili z svojo bolečino. Z bolečino se začne in konča vsaka zasvojenost. Ne glede na to, s katero substanco ste zasvojeni, pomišljaj, z alkoholom, hrano, zdravili, mamili ali človekom, vedno uporabljate nekaj oziroma nekoga za to, da prikrijete svojo bolečino. Zato je v številnih intimnih razmerjih, potem ko mine začetna vznesenost, toliko bolečine in žalosti. Vendar sama razmerja niso vzrok teh žalostnih in bolečih občutkov. Ti občutki so namreč že v vas, razmerja pa jih le pritegnejo na površje. To velja za vsako obliko zasvojenosti. Vselej nastopi trenutek, ko mamilo, v narekovajih, naj bo kakršnokoli, nima več vpliva na nas
in tedaj občutimo bolečino močneje kot kdajkoli prej. To je eden od razlogov, zakaj večina ljudi vselej skuša ubežati sedanjemu trenutku in v prihodnosti išče takšno ali drugačno odrešitev. Prvo, za čimer bi se lahko srečali, če bi usmerili pozornost v zdaj, bi bila njihova lastna bolečina in prav tega jih je najbolj strah. Če bi le vedeli, kako lahko je v sedanjem trenutku priti do moči zavestne navzočnosti, ki v hipu razblini preteklost in njeno bolečino, ter do resničnosti, ki razblini slepilo. Ko bi le vedeli, kako zelo blizu so svoji lastni resničnosti, kako blizu Bogu. Tudi tisti, ki se izogibajo vzpostavljanju odnosov samo zato, ker se bojijo bolečine, se prav tako vedejo nespametno. Bolečina bo namreč še vedno tu. 3 spodletela razmerja v 3 letih vas bodo skoraj gotovo prej prisilila k prebujanju, kot pa 3 leta, ki bi jih preživeli na samotnem otoku ali zaprti v sobi. Takšna osamitev bi nam koristila le, če bi jo znali preživeti z zavestno navzočnostjo. Od zasvojenih odnosov do razsvetljenih odnosov. Naj živimo sami ali s partnerjem, najpomembnejše je, da smo ves čas zavestno navzoči in da to navzočnost stalno krepimo tako, da pozornost usmerjamo še globje v sedanji trenutek, v zdaj. Da bi ljubezen cvetela, mora biti svetloba vaše zavesti dovolj močna, da vas ne bi zapeljala premišljevalec ali bolečinsko jedro in se ne bi bila z njim istovetili. Spoznanje samega sebe kot bitje, ki je za premišljevalcem, kot tisto spokojno, ki je za miselnim hrupom, kot ljubezen in radost, ki sta v ozadju vsake bolečine, je svoboda, odrešitev, razsvetljenje. Ko se nehate istovetiti z bolečinskim jedrom, postane bolečina prežeta z vašo zavestno navzočnostjo. Preoblikujete jo. Razistovetenje z mišljenjem pomeni, da postanete tihi opazovalec lastnih misli in vedenja, še zlasti ponavljajočih se vzorcev svojega uma in vlog, ki jih igra ego. Ko svojemu umu nehate nadevati videz jaza, izgubi svojo prisiljeno vlogo, ki ga sili k razsojanju in s tem upiranju temu, kar je. Pomišljaj, s čimer ustvarja nemir, nesporazume in samo še bolečino. Pravzaprav se uma osvobodite tisti hip, ko sprejmete to, kar je, in nehate presojati. S tem ste odprli prostor za ljubezen, za radost in za mir. Najprej nehajte obsojati sebe in nato nehajte obsojati svojega partnerja. Največji pobudnik sprememb v odnosu je popolno sprejetje partnerja takšnega, kakršne je, brez potrebe po presojanju ali kakršnemkoli spreminjanju. To vas v hipu popelje onkraj ega. Tedaj je tudi konec vseh mogočih umskih igric ter vsekakršne zasvojenosti in oklepanja. Tedaj ni več nobenih žrtev in nobenih hudodelcev, nobenih tožnikov in nobenih obtožencev. S tem se tudi konča vsakršna medsebojna odvisnost in sprejemanje nezavednih vedenjskih vzorcev drugega ter njihovo ohranjanje. Šele tedaj se bosta našla pomišljaj v ljubezni in se skupaj čedalje bolj poglabljala v sedanji trenutek, v bitje. Je vse skupaj res lahko tako preprosto? Da, tako preprosto je. Ljubezen je stanje bitja. Vaša ljubezen ni nekaj zunaj,
temveč globoko v vas. Nikdar je ne morete izgubiti in ona vas ne more zapustiti. Ni odvisna od nekega drugega telesa, od neke zunanje oblike. V spokojnosti svoje navzočnosti lahko občutite lastno, brezoblično in brezčasno resničnost kot nepojavno življenje, ki oživlja vašo telesno obliko. Tedaj lahko občutite to isto življenje globoko v slehernem človeku in slehernem bitju. To je spoznanje, izpolnitev enosti. To je ljubezen. Čeprav so bežni, prebliski mogoči, ljubezen ne more cveteti, če se zavedno ne osvobodite istovetenja z umom in če vaša zavestna navzočnost ni dovolj močna, da bi razblinili bolečinsko jedro, pomišljaj, in če ne ostajate navzoči kot opazovalec. Tedaj bolečinsko jedro ne more zagospodovati nad vami in s tem spodkopovati ljubezni v vas. Odnosi kot duhovna vaja. Ker so ljudje vse bolj istovetijo z svojim umom, večina odnosov ni utemeljena v bitju in se zato sprevržejo v vir bolečine ter postanejo torišče težav in nesporazumov. Če odnosi samo še okrepijo in poudarijo vzorce egovskega uma ter vedno znova prebujajo bolečinsko jedro, kot se to dogaja v našem času, zakaj tega dejstva raje ne sprejmemo, namesto da mu skušamo uiti? Zakaj ne bi raje z njim sodelovali, namesto da se izogibamo odnosom ali še naprej sledimo namišljeni podobi idealnega partnerja, ki naj bi rešil vse naše težave in nas navdal z občutjem izpopolnjenosti? Ko ta dejstva prepoznamo in sprejmemo, začutimo, da smo bolj svobodni. Če na primer veste, da je med vami in vašim partnerjem neskladje in to vednost ohranjate tudi takrat, ko se v odnosu pojavi kaka nova okoliščina, potem neskladje ne more ostati nespremenjeno. Kadar namreč veste, da niste pomirjeni, to vedenje ustvarja nekakšen prostor miru, ki v ljubečem in nežnem objemu obdaja vaš nemir in ga nato spreminja v mir. Kar zadeva notranjo preobrazbo, smo povsem nemočni. Prav ničesar ni, kar bi lahko glede nje naredili. Ne morete se namreč spremeniti, še manj pa zmorete spremeniti svojega partnerja ali kogarkoli drugega. Vse, kar lahko storite, je, da ustvarite prostor, v katerem se lahko zgodi ta preobrazba. Prostor, v katerega lahko vstopita milost in ljubezen. Kadar torej vaš odnos ne, v narekovajih, deluje, kadar iz vas in vašega partnerja izvablja, v narekovajih, norost, bodite veseli. Kar se je skrivalo v podzavesti, prihaja zdaj na dan in v tem je priložnost za odrešitev. Prav vsak hip se zavedajte tega trenutka, še zlasti pa svojega notranjega stanja. Če ste jezni, vedite, da ste jezni. Kadar ste ljubosumni, kadar bi radi za vsako ceno ohranili svoj prav, kadar čutite potrebo po prepiru, kadar otrok v vas zahteva ljubezen in pozornost, ali kadar čutite takšno ali drugačno čustveno bolečino, pomišljaj karkoli že je, zavedajte se resničnosti tega trenutka in to zavest ohranite. Odnos tedaj postane vaša sadhana, vaša duhovna vaja. Če pri partnerju opazite nezavedno vedenje, ga ljubeče objemite z svojo vednostjo, tako da se ne boste nanj odzvali nepremišljeno.
Nezavednost in vednost ne moreta prav dolgo ostati skupaj, pa čeprav je vednost samo v enem človeku in ne tudi v tistem, ki ravna iz nevednostnih vzgibov. Za tisto energijsko obliko, iz katere se izliva sovražnost, napadalnost, je navzočnost ljubezni nevzdržna. Če se kakorkoli odzivate na partnerjeve nezavedne vzgibe, postanete nezavedni tudi sami. Če pa se potem svojega odziva zavedete, niste izgubili ničesar. Še nikdar doslej niso bili medsebojni odnosi tako težavni in polni najrazličnejših nesporazumov. Kot ste verjetno opazili tudi sami, odnosi niso namenjeni temu, da bi vas osrečili ali navdali z občutjem izpolnjenosti. Če boste v svojem odnosu še naprej iskali osebno odrešitev, boste vedno znova razočarani. Če pa sprejmete dejstvo, da so odnosi tu zato, da vam pomagajo doseči ozaveščenost, ne pa srečo, vam bodo resnično omogočili odrešitev in uskladili se boste z višjo zavestjo, ki se želi roditi v ta svet. Tisti, ki se oklepajo starih vzorcev, pa bodo doživljali le še več bolečine, nasilja, zmede in norosti. Vas zanima, koliko ljudi potrebujete, da se vaše življenje spremeni v duhovno vajo? Ne vznemirjajte se, če vaš partner noče pri tem sodelovati. Razumnost, pomišljaj, zavestnost lahko pride v svet le skozi vas. Ni vam treba čakati, da najprej postane razumen ves preostali svet ali da se najprej nekdo drugi ozavesti, preden sami postanete razsvetljeni. Če boste na to čakali, boste morda čakali večno. In nikar se med seboj ne obtožujte nezavednosti. Kakor hitro se namreč začnete prepirati, se poistovetite z svojim umskim stališčem in ne branite več le tega stališča, temveč tudi svoje občutenje jaza. Tedaj vzame vajeti v roke vaš ego, vi pa postanete nezavedni. Včasih je sicer dobro, da partnerja opozorite na nekatere vidike njegovega vedenja. Če boste dovolj pozorni, dovolj navzoči, boste to lahko storili, ne da bi vpletli svoj ego, torej ne da bi partnerja obtoževali, krivili ali ga prepričevali, da se moti. Ko se partner vede nezavedno, opustite vsakršno sodbo. Kadar namreč nekoga sodite, zamenjujete njegovo nezavedno vedenje za njega samega ali pa nanj prenašate lastno nezavednost in to zamenjujete z njim. Če se odrečete vsakršni sodbam, še ne pomeni, da ne prepoznavate neustreznega vedenja in nezavednosti. Gre le za to, da ste bolj v narekovajih spoznavalec, kot pa v narekovajih odzivalec ali sodnik. Lahko se niti ne odzovete ali pa se odzovete, vendar tako, da se obenem še vedno zavedate svojega odziva in še naprej ostajate v prostoru, koder lahko svoj odziv opazujete in dopuščate. Namesto, da bi se spopadli z temo, vanjo prinašate luč. Tedaj se ne odzivate več na slepilo, temveč slepilo vidite, a hkrati zrete skozenj. Če se tega ves čas zavedate, ustvarjate svetel prostor ljubeče navzočnosti, ki vsem ljudem in vsem stvarem omogoča, da so, kakršni so. Nič bolj ne pospeši preobrazbe, kakor takšen pristop. Če boste tako ravnali, vaš partner ne bo mogel ostati z vami in istočasno ostati nezaveden. Če bosta oba za to, da vajin odnos postane vajino duhovno izpopolnjevanje, bo seveda še toliko bolje. V tem primeru si bosta lahko zaupala občutke
in misli takoj, ko se bodo pojavili oziroma kakor hitro se bosta odzvala drug na drugega. Tako ne bosta ustvarjala časovne razpoke, v kateri se lahko zaredi kakršno neizraženo ali neprepoznavno čustvo ali zamera. Navadite se izražati svoje občutke in misli, ne da bi koga obsojali. Navadite se poslušati svojega partnerja odprto, brez nasršenosti. Dajte mu prostor, da se bo tudi sam izrazil. Bodite navzoči. Obtoževanje, zagovarjanje svojega prav, napadanje, pomišljaj, vsi ti vedenjski vzorci, ki so namenjeni krepitvi in varovanju ega ter zadovoljevanju njegovih potreb, tako postanejo povsem odveč. Poglavitno je, da dajete prostor drugim, pomišljaj in seveda tudi sebi. Ko boste odstranili dva dejavnika, ki spodkopavata vsak odnos, ko boste torej razpustili bolečinsko jedro in se ne boste več istovetili z svojim umom in njegovimi stališči, pomišljaj, in če bo to storil tudi vaš partner, bosta doživljala blaženost, kakršno nudi razcvetajoč se odnos. Namesto da bi drug drugemu zrcalila svojo bolečino in nezavednost ter zadovoljevala potrebe svojega ega, s katerim sta bila zasvojena, si bosta vračala samo še ljubezen, ki jo čutita globoko v sebi, ljubezen, ki izvira iz spoznanja, da sta v eno v vsem, kar je. To je ljubezen, ki nima v sebi nobenega nasprotja. Če pa se partner še vedno istoveti z svojim umom in bolečinskim jedrom, vi pa ste se ju že osvobodili, bo to trd oreh. Pomišljaj ne za vas, temveč za vašega partnerja. Ni namreč lahko živeti z razsvetljenim človekom, ali še bolje, tako zelo lahko je, da se ego čuti zelo ogroženega. Pomnite, da ego potrebuje težave, spore in v narekovajih sovražnike, da bi v sebi okrepil občutek ločenosti, od katerega je odvisna njegova identiteta. Nerazsvetljenega partnerja se bo ob zavestnem partnerju počutil globoko nezadoščenega, saj se nihče več ne bo upiral njegovim nepremakljivim stališčem, kadar bodo prav zato postala majava in šibka. Obstajala pa bo celo v narekovajih nevarnost, da se dokončno porušijo in tako spodmaknejo tla jazu. Bolečinsko jedro bo zahtevalo odziv, a ga ne bo deležno. Potrebi po prepiru, dramatiziranju in sporu ne bo zadoščeno. Bodite vi, pomišljaj, ne imejte odnosa z seboj. Ne glede na to, ali ste razsvetljeni ali ne, še vedno ste ženska ali moški, se pravi, na ravni identitete z obliko niste celi, samo polovica celote ste. Ta nedovršenost se čuti v privlačnosti med moškim in žensko, sili, ki nas vleče v nasprotnemu energijskemu polu, ne glede na to, kako ozaveščeni smo. V stanju notranje povezanosti pa to silo občutimo nekje na površju ali ob robju svojega življenja. Toda to ne pomeni, da nismo globoko povezani z drugimi ljudmi ali z svojim partnerjem. Pravzaprav smo lahko globoko povezani z njim le, če se zavedamo bitja. Šele takrat lahko zaznamo, kaj se skriva za obliko. V bitju sta moški in ženska eno. Vaša oblika utegne še naprej imeti določene potrebe, medtem ko bitje nima nobene. Bitje je že celo in popolno. Lepo je, če so te potrebe izpolnjene, toda za vaše najglobje notranje stanje ni pomembno, ali so izpolnjene ali niso. Povsem mogoče je torej, da razsvetljen človek,
ki ni zadovoljil potrebe po nasprotnem spolu, na zunanji ravni svojega bitja občuti nekakšno pomanjkanje, nekakšno nepopolnost, medtem ko je globoko v notranjosti povsem popoln, izpopolnjen in miren. Če se ne počutite dobro, kadar ste sami, iščete odnose z drugimi zato, da bi prikrili to nelagodje. Vendar ste lahko prepričani, da se bo to nelagodje prej ali slej pojavilo tudi znotraj odnosa. Pomišljaj, morda le v drugačni obliki, in takrat boste zanj najverjetneje krivili svojega partnerja. Vse, kar morate dejansko storiti, je, da povsem sprejmete ta trenutek. Tedaj se dobro počutite tukaj in zdaj in tedaj ste v miru s seboj. Toda, ali vam je sploh treba imeti odnos s seboj? Zakaj ne bi raje bili kar vi sami? Če imate namreč s seboj odnos, pomeni, da ste razdeljeni na dvoje, na narekovajih jaz in narekovajih sebe. Se pravi, na sebe kot subjekt in sebe kot objekt. Ta dvojnost, ki izvira iz uma je temeljni razlog vseh nepotrebnih zapletov, vseh težav in navzkrižij v vašem življenju. V stanju razsvetljenja ste edino le vi sami, vaš narekovajih jaz in v narekovajih vi sami se zlijeta v eno. Tedaj se ne obsojate več, ne smilite se sami sebi, niste več ponosni nase, ne ljubite se več in ne sovražite. Tedaj je razcep, ki ga poraja vase obrnjena zavest, zaceljen, njegova prekletstva ni več. Tedaj ni več nobenega v narekovaju jaza, ki bi ga morali varovati, braniti ali vzdrževati. Ko ste razsvetljeni, ste v enem odnosu manj, v odnosu z samim seboj. In ko ta odnos dopustite, vsi drugi vaši odnosi postanejo odnosi ljubezni.